lep pozdrav. Hvala, ker ste se odzvali na vabilo tiskovne konference. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, poslanski skupini Nove Slovenije, krščanskih demokratov in pa dveh manjšinskih poslancev smo se odločili, da vložimo zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora in sicer z predlogom priporočila v zvezi z problematiko razmerja med plačanimi davki ter prispevki in javnimi dobrinami, ki jih država za te plačane davke ter prispevke nudi. V obeh poslanskih skupinah smo prišli do zaključka, da v obdobju predvsem zadnjih dveh vlad lahko vidimo, da vlade nenehno zvišujejo tako davčne obremenitve kot trošarinske obremenitve na račun gospodarstva in pa državljank in državljanov Republike Slovenije. V Novi Sloveniji in pa v Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da Slovenke in Slovenci plačujemo veliko davkov. Vprašanje je pa sedaj, kaj Slovenke in Slovenci oziroma državljanke in državljani Republike Slovenije za te plačane davke, plačane prispevke, plačane trošarine dobimo nazaj. Predvsem se tukaj sprašujemo, kaj država dela z pobranimi davki. Če se dotaknemo samo informativnih izračunov za plače, lahko vidimo, da plače v Sloveniji so nadpovprečno obremenjene. V primerjavi samo za Avstrijo smo nekako v podobnem položaju. Največja razlika med Slovenijo in pa Avstrijo se pa naredi, da Avstrija ima tako imenovano socialno kapico, Slovenija tega nima. Dejstvo je, da samo za primerjavo povprečna plača letno dohodnina akontacije znaša 2162 evrov, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4557 evrov in pa prispevek za zdravstveno zavarovanje 2418 evrov. To pomeni vse skupaj 9138 evrov. 9138 evrov tisti, ki zasluži povprečno plačo, da državi skupaj z delodajalcem. V Sloveniji že velikokrat velja mit, da imamo tako imenovano brezplačno zdravstvo. Poglejte, letno plača tisti, ki ima povprečno plačo za zdravstveno zavarovanje 2418 evrov. 2418 evrov, vemo pa vsi, kakšno je stanje v zdravstvu, plačujemo več kot 2400 evrov, tisti, ki imajo povprečno plačo, čakalne vrste se pa povečujejo. Primerjava dohodnine Slovenije z izbranimi državami, dejansko tukaj je najbolj primer, ki pokaže, da je Slovenija nadpovprečno obdavčena, je primer tako imenovanih migrantskih delavcev. Tukaj dejansko ne gre za dvojno obdavčevanje, ampak gre za razliko. V primeru, če bi Slovenija imela enako dohodninsko lestvico, potem bi lahko prišli do spoznanja, da tudi tisti migranti, ki delajo v Avstriji, ne bi bilo potrebno, da bi za tisto pošteno delo, ki ga opravijo, zadeve doplačevali. Poglejte si samo položnico za električno energijo, kaj vse poleg te cene, ki znaša za elektriko, je zraven še pripeto. Potem primerjava, kakšna je z naftnimi derivati. Na področju naftnih derivatov smo predvsem v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke že večkrat opozarjali, da vlada Mira Cerarja ne izvaja ustrezne trošarinske politike in da je cena za naftne derivate v Sloveniji previsoka. Na naftne derivate so obešene taksa CO2, dodatek za zagotavljanje prihrankov energije, trošarina, prispevek za zagotavljanje podpore proizvodnje električne energije plus DDV. In spoštovani, mi smo prepričani, da je potrebno sklicati to izredno sejo, da se opravi razprava, da se dejansko odprejo tudi oči vsem državljankom in državljanom Republike Slovenije, koliko davka se v Sloveniji plača, koliko prispevkov se plača, koliko trošarin se plača in ne nazadnje, kaj za to vse dobimo. Priporočila, ki jih bomo dali v zvezi s tem sklicem izredne seje, sta pa dva, in sicer, da Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije,
da do naslednjega predloga državnega proračuna oziroma rebalansa proračuna uvede k rezultatom usmerjen proračun in orodja, kot je analiza stroškov in koristi, ter s tem jasno in konkretno prikaže, katere javne dobrine, v kolikšnem obsegu in kakšni kvaliteti bo državljanom omogočile za njihove plačane davke in prispevke, ter kakšne rezultate oziroma korist bo to prineslo družbi. Drugo priporočilo pa je, da Državni zbor priporoča Vladi Republike Slovenije, da v roku 90 dni od sprejetja tega sklepa pripravi poročilo porabe davčnih prihodkov po letih, in sicer od vključno leta 2012 do vključno leta 2015. V obeh poslanskih skupinah smo prepričani, da bi najmanj, kar bi bilo, da bi državljanke in državljani Republike Slovenije letno od FURS-a ali od Ministrstva za finance dobili poročilo, na kakšen način je država za tekoče leto porabila sredstva.